Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o najmočnejši energiji, ki sploh obstaja. Kaj mislite, kaj je to? Ena je sigurno ljubezen, sigurno ste pomislili na to, druga pa spolna energija. In zdaj, če gledamo, zaradi tega se dogajajo vojne, so se dogajale vojne. Dejstvo je, da to je v nas, v našem telesu, najmočnejša energija in takrat, ko je pa par skupaj, ja, seveda še močnejša energija. In da vam vse skupaj zdaj narišem, zdaj zakaj vam to govorim? Za tiste, ki vas zanimajo energije, čakre, čiščenje podzavesti, čiščenje vzorcev, aktivacija svoje moči in tako naprej. Drug teden začnem z novo serijo, se pravi začetni tečaj v torkih in nadaljevalni tečaj za vse tiste, ki ste bili že v mojih programih. V glavnem, bolj poglobljeno, seveda se bomo v nadaljevalnem tečaju spustile v to temo, ampak dejstvo pa je, da v obeh dveh tečajih učimo o tem. Se pravi, če mi gledamo, da je na sredini srčna energija, srce je oddajnik. Dokazano je, Inštitut HeartMath je dokazal, da ima srčna energija približno 2 metra seva okrog nas in je močnejša od moči možganov za 5000-krat. Se pravi, naše srce ima senzor, ima svojo zavest. In druga zadeva, kjer imamo pa mi ženske energijo, je pa maternica. Pa bom maternico narisala tako kot eno čašo. No, zdaj pa kaj se je zgodilo, Zdaj, ko je ženska samska, recimo, ti brez problema reguliraš to dvoje, se pravi, delaš stvari, ki jih imaš rada in nenazadnje ne izgubljaš energije preko maternice, ker recimo ženske v rodni dobi dejansko največ energije zgubijo skozi menstrualni ciklus, da dobesedno odteka energija. Zdaj pa, če gledamo, ko smo pa v partnerskem odnosu, kaj se pa tukaj zgodi? Dejansko se moški preko spolne energije priklopi na življenjsko energijo ženske. Na dobesedno napaja svojo energijo. In seveda, ker ste v ljubečem partnerskem odnosu, se njemu aktivira srčna čakra, zato je tako pomembno, dame, če ste vi v partnerski odnos prišli preko spolnih aktivnosti, da se vaš partner ni zaljubil v vas, pomeni, da njegova srčna čakra ne naraste, ampak vse ostane nekje tle od spodaj. In s to srčno energijo partner napolni srčno energijo partnerce, potem pa ta srčna energija napolni čašo energije in seveda pol spet preko spolnega odnosa moški aktivira srčno čakro in ta pozitiven tok teče med žensko in med moškim. Zdaj pa, realnost je pa ponavadi drugačna, Partnerski odnosi so res poligon našega duha. Partnerski odnosi nas marsikaj učijo in predvsem, če ne drugega, se sigurno učite to, kako imeti sebe rade oziroma kako zaščititi svojo energijo, da jo ne podarjaš, da jo ne zgubljaš. Pa dajmo najprej zdaj pogledati, kako najlažje zgubljate energijo. Eno smo že rekli, menstruacija. Ampak to ni zdaj, da jo boš ukinila, pa boš rekla, ne vem, boste začela uporabljati Mireno, pa zgubiš menstruacijo. To ni rešitev. Ampak, če vidiš, da v partnerskem odnosu zgubljaš energijo skozi to, da vedno znova, ker vaš partner nima aktivirane srčne čakre in vas kritizira in vam govori, kaj si narobe naredila, kako si narobe naredila, kaj si naredila leta 2 pa 3, kaj nisi naredila leta 2 pa 3 in tako naprej. Se pravi, ko letijo v partnerskem odnosu neprestani očitki, se ženski ne poveča srčna čakra, se ne aktivira srčna čakra in seveda se, s tem, ko dobiva grenkobo, v njeno maternico pogrezne grenkoba, žalost, trpkost in tako naprej. In pogosto, zadnjič sem brala pač o celibatu je pisala na Facebooku in ena gospa je komentirala, odkar živim samsko življenje, nimam več vneti v maternici oziroma nožnice nima vnete. Ne gre se za to, da greste med nune, ampak gre se za to, da pozdravite svojo žensko plat, ki je povezana z moškimi.
In zdaj mogoče že vse skupaj komplicirano deluje, ampak tukaj je zapis vaše mame, vaših prednikov, vašega očeta, po ženski liniji. Tukaj je grenkoba vaših prednikov v samih. In v bistvu se to v tem energijskem polju človeka dogaja, da vsak od nas more iti slej ko prej svoje rane, iti po tiste preproge, pogledati, kaj je tam noter pomedeno, zbrskati ven, počistiti in začeti delati na sebi. In to delo na sebi mogoče je včasih bolj enostavno, če veste, enkrat na teden se priklopite Zoom zvečer ob 8. In zdaj ta skupina, ki sem jo zdaj imela, je bila tako lepa energija, tako čutila sem, to so same take ženske, ki so imele res željo narediti nek premik na sebi, tako lepe meditacije so ven prišle in seveda poleg opisa seveda dobite tudi dostop do knjižnice vseh meditacij, zdaj jih je že okrog 70, tako da če vsak dan eno naredite, imate dovolj dela za 3 mesece, 2 meseca pa pol. In potem še mi delamo skupaj vsak teden 1-2 meditacije, načeloma 2 meditaciji. In recimo včeraj smo delali meditacijo za povečevanje svoje življenjske moči, oziroma da pokličeš vso svojo izgubljeno energijo iz vseh preteklih življenj nazaj, iz vseh travmatičnih dogodkov v tvojem življenju in jo enostavno nazaj posrkaš k sebi. Ne? Ker če ti odteka energija v nekem odnosu, slej ko prej bo treba nazaj pobrati svojo energijo. Recimo, če zdaj spet pogledamo to maternico. Ženska ima zapis na maternici svoje spolne partnerje 7 let. Se pravi, spolni odnos, ki lahko mimogrede se zapiše na maternico za 7 let. Prva stvar, ki začnemo delati, mi gremo čistiti energijsko maternico. To naredimo preko meditacije, to ni, da vam nekdo dela ginekološki pregled, ampak to naredimo zaradi tega, ker je treba pobrati energijo prejšnjih partnerjev stran. Ljubezni ne moreš odmakniti, ampak tisto, če se nekdo napaja s tvojo energijo. Potem seveda gremo rezati eterične vezi, da prerežemo eterične vezi, ki vibrirajo na nižjih vibracijah z očetom, z mamo, mogoče še s kakšnim drugim človekom. V vsakem primeru vas vodim skozi ta proces, učim vas, seveda, dobro je. Uživam v tem, ker širim znanje, beseda gre skozi mene svetlobo. Veste, vsak dela svoje korake. Jaz sem tukaj mogoče samo mentor, ki vam podam roko, ki vam povem, na kateri strani, pa še poleg opisa dobite eno od mojih knjig za brezplačno. In recimo za vse tiste, ki greste v te moje tečaje, vam priporočam, ali vzamete moške hormone, zaradi tega, ker v drugem delu moških hormonov dejansko govorimo o odnosih. Glejte, prebujeni moški, ki je kralj. Moški, ki je kralj, svojo energijo širi mir na zemlji, ker je povezan s seboj, dobiva nove ideje, ki jih z lahkoto uresničuje. No in zdaj moški, ki pa ni povezan s seboj, ki ima samo izražen solarni pleksus, pa izpraznjeno korensko čakro, kaj se dogaja? Samo govori, ima 1001 idejo, a v življenje ne spravi nobene. Mogoče potrebuje vas, da spravite v življenje kakšno idejo. No in seveda, delamo tudi po tej knjigi, ko imajo čakre žur, tako da največ se ukvarjamo sicer s čakrami nižje od popka, zaradi tega, ker tam so najbolj gosta čustva zapisana. No potem, če pogledamo naprej, moški, ki je prebojen, ne more škodovati drugim ljudem. Moški, ki je prebojen, ne živi v strahu pred jutrišnjim dnem. Drzne si ljubiti, drzne si govoriti svojo resnico, drzne si živeti svojo resnico. Se pravi, moški, ki je prebojen, ne more skakati čez plot, ne more se ozirati za drugimi ženskami, zato ker ve, da ima doma kraljico. In ravno tako, potem pišem seveda tudi o ženski, ki je kraljica, ravno tako. Ženska, ki je kraljica, je v svoji ljubeči energiji. To ne pomeni, da doma ponižuje svojega moškega, hkrati ga vara in tako naprej, ampak živi svojo resnico, je iskrena, poštena
ja, delovna, je v ljubeči energiji, se pravi, zna povedati, kaj jo moti, brez da gre na frekvenco. No, potem naprej pa seveda govorim tudi o ljudeh, ki so ranjeni, tako ženske kot moški in ranjeni moški odnos z ženskami. In potem gremo mi pregledati podzavestna prepričanja. Glej, en od programov, ki je lahko tudi v tvoji podzavesti, vse ženske izkoristijo moške. Vse ženske razočarajo moške. In je možno, da imaš ti ta program, če si bila v enem od prejšnjem življenj moški, je možno, da imaš tudi ta program kot v moškem spolu. Pač, ko delamo, ko je, pač to je neko polje energije, ne? In ko se poglobim v to polje energije, jaz zaznavam, kdo je tukaj s poljem energije noter in vas vodim, preverite z mišičnim testom, naredite to. In ko začutim, da se nabere dovolj energije, ali pa ko se sprožijo bolj nizkofrekvenčni zapisi, naredimo meditacijo, počistimo to in je to. Potem pa naprej seveda govorim tudi o ranjenih ženskah, ki ne zmorejo dajati ljubezni, in to lahko ste vi, lahko je vaša mama. In če vaša mama je bila tako ranjena, da ni zmogla dajati ljubezni, da ni zmogla pohvaliti, da ni zmogla objeti. Glejte, zdaj se vi v vašem življenju učite najprej objeti sebe. Recimo, zadnjič nisem se poglobila v to raziskavo, ampak samo opazila sem jo z enim očesom, ampak dejansko že samo takrat, ko se takole pogladimo, se nam zveča nivo energije. Ko mi zvečer gremo spat, pa sebe objamemo, se nam zveča nivo energije. Pomislite, sami s sabo. Se pravi, ne potrebujemo zdaj druga, daj me drgntle, daj me objema, ne? Če že zmoremo sami sebi dati to, kar potrebujemo, da se nam dvigne nivo energije, je to že ogromno. In potem seveda mi lahko dajemo tisto, kar imamo. Zdaj, če pogledam to, kar bomo drug teden začeli delati, se pravi, zdravljenje srčne čakre, zdravljenje spolne čakre in korenske čakre. In zdaj, če gledamo, tukaj gor je ta aktivacija, ki je pomembna, srčna čakra, ker srčna čakra napaja z energijo vse ostale centre. Ampak, če pa gledamo, da smo po večini vsi ranjeni v korensko čakro, se pravi strah, kako se to kaže? Strah glede preživetja, glede denarja, glede tega, da ne moreš plačati račune, da imaš občutek, da je zmerom premalo, da bo zmerom premalo, da te je strah. Ne vem, ko pozvoniš poštar, pa reči, spet nova položnica, a sem prevozila radar, spet nekaj. Se pravi, na nek način pričakuješ že vnaprej slabe stvari, namesto da bi rekel, poštar je prinesel nekaj dobrega, fajn, a ne? Če poštar pozvoni, recimo. Zakaj vam to govorim? Zato, ker vem, da sem imela tudi sama te težave. In sem se kar stresla, ko je poštar prišel, ker sem pričakovala, ne vem, opomin, globo, radar, pač same slabe stvari. In je bil moj proces zdravljenja sebe, da sem prišla do tega, da se razveselim tudi takrat, ko pozvoni poštar, pa da ne pomislim najprej, nekaj slabega je prišlo. Potem naslednjo zadevo, gremo v korenine družinskega debla. Tukaj noter se pokažejo tako močni zapisi, ker če mi pogledamo, da se prenašajo programi tudi 9 generacij. Zdaj pa vi pomislite, prva generacija naših staršev, kje so odraščali, kakšne pogoje so imeli, koliko so imeli ljubezni, so jo sploh imeli, je bil problem preživetje. In to so avtomatično tudi vaši programi. Čeprav danes živite čisto drugo življenje, kot so ga živeli vaši starši, programi so ostali, podzavestni strahovi. Potem po mamini strani, kaj se je dogajalo kot ženska, ne vem, vprašajte mamo, kako je izgubila nedolžnost, koliko je bilo v njej povedano o menstruaciji, ker je pomembno, veste, ker če vaša mama se je sramovala tega, da je sploh ženska, kaj mislite, da je prenesla naprej na vas? Pač vas sram, kar ga je možno, ne? In te programi se zapisujejo tudi 9 generacij. Zdaj pa pomislite, 9 generacij trpljenja, trpkosti, zlorabe, vojn, lakote, pomanjkanja. No, in zdaj smo tukaj. Zdaj smo pa tukaj in je zdaj čas, da
ste slovenska ženska, kar jaz delam, po večini slovenskimi ženskami, glejte, tudi dobrodošli moški, če čutite, da ste za ta program, lahko pridete, ker ni, da pač poslušati, da boste vse in bom govorila še kaj mogoče, pač dobrodošli, a je prav. Ker ni, da delam samo z ženskami, delam tako z ženskami kot z moškimi. In dejstvo je, da vsak od nas ima kakšen korak za narediti v svojem življenju. In ko ga začnete delati, ja, veste, za take stvari moraš biti mečkan pogumen. Mečkan. Ker glejte, najbolj enostaven je reči, nimam časa, vzameš telefon pa drsaš po telefonu. Najbolj enostaven se je zamotiti z eno stvarjo, zaradi tega, ker na nek način želimo zbežati, ne? Ampak vem pa, da je zdaj čas tak, da bo mogel vsak pri sebi pogledati v svoje rane, vsak, ga ni človeka, ker v nasprotnem primeru, če ne bo pogledal svoje rane, glejte, kaj se dogaja, ker lahko vidite, ogromno ljudi zboleva. Pač enostavno zboleva in ne samo gledaš, tega kap zadela, ta je raka dobil, kaj se dogaja? Čas je, stvari so dozorele in je čas, da se nekaj spremeni. Tako da ja, gremo na kakšno pozitivno sporočilo, je prav. V glavnem, če vas pokliče, dobrodošli, se bom še kakšen video posnela v tej smeri, tako da, če vas ne pokliče, tudi v redu, tako da vse je v redu. A veste, kaj sem včeraj rekla tej skupini? Je rekla ena gospa, je rekla, Minka, naredene počitnice samo za nas. In sem se odločila. Za prvomajske praznike, drugo leto, bom peljala, se pravi, odprto je samo za tiste, ki ste v mojih tečajih. Se pravi, kdor ni bil v mojem tečaju in še ni naredil nobenega koraka na sebi, pač ne more iti zraven. In v glavnem, vsi tisti, ki ste v mojih tečajih, bom organizirala počitnice za prvomajske praznike. Šli bomo Črno Marijo pogledati pri Moštenu, ker to veste, da je nasprot Asizija. To bomo šli, nasprot Asizija, kje smo bili že lansko leto, ki je Črna Marija na italijanski strani, no se ni pomembno. Potem bomo pa šli nižje dol v Dalmacijo in bomo imeli tam delavnice, pa dobro se bomo imeli, 5 dni za prvomajske. Ja, ampak kdor je na tečajih, kdor ni na tečaju, se nočem vas s to energijo ukvarjati, ker, a veste zakaj pa ne, vam povem. Zato, ker nisem rekla, da imate slabo energijo, da se razumemo. Ampak, ko pridemo na avtobus ali pa v neko delavnico, ali predvsem zdaj te zadnje izlete, ko sem imela na avtobusu, pa smo se peljali, ogromno ljudi ni nič še naredili na sebi. In potem pridemo v zaprti prostor, avtobus, se pravi, to je tako kot konzerva, in se energije pomešajo, zato ker vsak prenese svojo energijo. In sem se odločila, da zdaj peljem pa res samo še tiste, ki so že nekaj naredili, ki imajo že čiščenje podzavesti za sabo, zato ker čutim, da bo to čist druga zadeva. Pač ne bomo več imeli tisto, joj, ta je rekel to, ta je naredil to, pač te otroški vrtec, dovolj. Jaz upam, da nekdo užalen, ampak jaz mislim, da je prav, da sem se tako odločila, čutim tako. Dajmo pogledati, svoboda. Čas je za svobodo, svobodna si, pogumno se odločaj za sebe. Svobodna si, se pravi, to je tvoja odločitev. Ti si lahko v zaporu svojega uma, lahko, to je tvoja odločitev. Lahko pa reče, zdaj pa res dovolj in se osvobodiš vseh spon, prepričanj, odnosov, vzorcev, ki te zadržujejo v nezadovoljstvu. Lahko si mirna, ker to je tvoja odločitev. Neskončnemu v tebi vse uspeva. Tvojemu življenju vladata božanski red in mir. Tvojega duha prežema božanska ljubezen. Na vseh področjih naj te vodi božanska inteligenca. Nekaj se je zdaj sprostil, ko tole govorim, s tole svobodo, očitno je za neke korake, tudi v tvojem življenju, ti, ki tole gledaš. Glejte, vsi ne gledajo toliko časa video, pač 19 minut, sploh ne. In ti, ki še vedno to gledaš, očitno je čas za tvojo svobodo. Gledati naprej, čas je za delovanje, sprav se v akcijo, daj, dvigam svojo rit in nekaj naredi v svojemu življenju. Pejt fizično ven, pa se začni gibati.
Naredi kakšno meditacijo, pa čas je za fizične premike. In čas je, da počistiš temo. Kaj se skriva v nezavednih temnih delih tebe? Stvarstvo, prosim za zavedanje. Pa tako težko. A ne bi se raje ukvarjali sam s svobodo, pa z rožcem? A se ne bi temu izognili? Ampak ne gre, lej, ne gre. Ti lahko prideš do svobode, če se osvobodiš tega. Drugače ne moš priti do svobode, ker se sama zapiraš v svojo kletko. In če preberem to karto 33, 33 je po numerologiji oziroma angelska števila sporočajo, nebovzeti mojstri so tu in ti pomagajo, te vodijo, ti želijo pomagati narediti korak naprej. Voda, prečisti me. Ogenj, predajam ti svojo bolečino. Zrak, napolni me z novo energijo. Zemlja, poveži me s sabo, z izvorom. Sprejemam vse svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. Seveda in potem v teh programih delamo meditacijo za odpuščanje sebi, odpuščanje drugim, ker to je kar ključ, to je odpuščanje. Veste, kolikrat mi rečejo ljudje, pa jaz sem mislila, da sem že vse odpustila. Velikokrat samo potlačimo, samo damo nekam tam od spodaj, da ne vidimo, da se ne spotikamo v to, ampak še vedno je. In naslednja je božanska podpora. No in zdaj, če pogledamo, a ne bi bilo boljše imeti božansko podporo, pa svobodo, a ne bi bilo boljše, ampak ne, mi moramo iti v temne zapise, da lahko pridemo do tega. Imamo vso božansko podporo, stvarstvo nas ljubi, mi smo ljubljeni otroci stvarstva, ampak korake delamo sami. Nihče jih ne more delati namesto nas. Ja, vem, včasih bilo bolj enostaven, ampak ne gre na ta način. Dajmo še te pogledati. Da vidimo, ti, ki tole poslušaš, kaj je zate pomembno, da ozavestiš, da veš, da spoznaš. Kaj je tisto, kar ti stvarstvo, tvoji vodniki sporočajo? Da vidimo, prva karta je zaključevanje, proslavljanje. Glej to, puzle. Zaključevanje. Sestavljanka, ki se zaključuje. Ne gre več na star način, ne gre več. Enostavno je čas naredi korak. Zaključi stvari. Čas je za proslavljanje. Čas je, da imamo v sebi žensko, moško energijo, da smo skladni sami sabo. Čas je za to, da vzljubiš svoje telo. Ne glede na to, si ženska, si moški. Zanimivo, prišla je tale karta, shizofrenija. To ne pomeni, da smo slaboumni, ampak je čas, da pozabimo. Oziroma, zdaj, a veste, kdo je shizofrenik? Uradna diagnoza shizofrenije je ljudem, ki se vklapljajo različne osebnosti iz preteklih življenj. In potem pač uradna medicina ne zna tega zdraviti in pač dajo naziv shizofrenija. Ampak, ko mi razumemo, da je v bistvu nekdo, ki ima shizofrenijo, da se mu samo vklapljajo različne osebnosti različnih preteklih življenj, to pomeni, da je mogoče čas, da se potopite tudi vi v tiste osebnosti. Jaz sem šla čez ta proces, svoj proces. Ko greš v zapise preteklih življenj in nam rekla, da je bilo to fajno potovanje, ker rečem, juhej, samo uživala sem. Bilo je pa zanimivo, absolutno. Spomnim se, ko sem prvo tako lekcijo čistila bolečega partnerskega odnosa iz enega od prejšnjih življenj. In na eni od delavnic sem srečala mojega moža iz tistega življenja, ko sem živela na Divjem zahodu. Da vam povem, ko so se meni vzbudila tista čustva žalosti, ker sem bila sama, ker sem bila z otroki sama. Žalost, ki sem jo občutila iz tistega življenja, to je bilo ob morju, pa če sem tulila kot žival. Ampak sem dala to ven.
In me ni strah tega, tudi me ni strah, ko vodim ljudi skozi te procese, ker vem, da ko gremo v te zapise, se duša osvobodi. Jaz sem to naredila. In mogoče je čas pri vas, da tudi nekaj naredite v tej smeri. In odslavljanje. Pretakaš se v večjo sliko. Odslavljanje pomeni, da te življenje poriva naprej. Ne moreš zadržati tega procesa. Ne moreš. Ne moreš ustaviti tega procesa. Tako kot kapljica ne more ustaviti tega, da ko se dovolj vode zbere, da se iz lista pretoči naprej. Ne moreš ustaviti. Tvoja duša te sili naprej in je čas, da začneš delati korake. Duša te bo prisilila na tak ali pa drugačen način. Če se upiraš lahko skozi bolezen, ni noben problem. Duša hoče, da narediš korak. In začetek potovanja. Čas je, da greš naprej. Tako da ja, kaj naj rečem? Pa vir, svetloba, razumevanje. Toliko dobrih stvari te čaka v tvojem življenju, ampak korake naredi ti. Korake naredi ti in če te kliče, dobrodošla, dobrodošel v tem programu, ki ga pripravljam in vem, da bo super, zato ker je zmerom super. Tako da ja, uživajte, vse dobro vam želim in smo na liniji čez par dni, ko dobim novo idejo za nov video. Dio!